Pred dnevi so v Lendavi odprli veliko razstavo grafik ruskega slikarja Marka Šegala z naslovom Stvarjenje in Biblija, ki je del uspešnega cikla razstav Velikani svetovne likovne umetnosti. Kustosinja in umetnostna zgodovinarka Katarina Mohar pravi, da je bila priprava razstave zanjo velik osebni in strokovni izziv. Kot veste, gre pri Marku Šegalu za enega tistih umetnikov, ki na nek način ne rabi nekega pretiranega predstavljanja. Gre za velikana 20. stoletja, bi lahko rekli, za vsestranskega umetnika, ki se je vse skozi svoje zelo dolgo, zelo ustvarjalno življenje posvečal ogromno različnim zvrstev likovne umetnosti. Ustvarjal je tako štafelajna dela, oljne slike, vitraže, keramiko, pa seveda tudi grafiko, ki jo imate danes, pa naslednjih nekaj mesecev, priložnost videti iz prve roke, torej res v blizu v galeriji muzeju Lendava. Na razstavi so razstavljenih 135 grafik, ki so nekako razmejene na dva dela, bi lahko rekli. Osrednji del je posvečen Šegalovim ilustracijam Biblije, torej njegovim izmed njegovih sicer številnih serij ilustracij Bibliji, ki jih je ustvaril v 50 letih 20. stoletja in v katerih je v bistvu dosegel enega vrhunca svoje umetnosti. Kot verjetno veste, je bila Šegalova Biblija v bistvu ena tema, ki mu je bila še posebej blizu, tudi zaradi njegovega porekla, zaradi njegove vzgoje, odraščanja namreč v judovski družini, kjer je bila Tora na nek način del vsakdanjega življenja, tako da ga je Biblija že nekaj inspirirala, ko je v 30-ih dobil prvo naročilo za ilustracije Biblije, pa ga je to spodbudilo k nadaljnjemu raziskovanju. Takrat se je prvič odpravil v daljše potovanje po sveti deželi, ki ga je, kot sam rekel, spremenilo tako v umetniški, kot tudi po čisto življenjski plan, tudi kot človeka. Otvoritve razstave se je udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak. No, jaz lahko, kot sem rekel že ob nagovoru, samo čestitam organizatorjem, se pravi muzeju oziroma galeriji Lendava, za te dosežke, kajti za to je potrebna res posebna iznajdljivost, kajti vemo, da so take razstave lahko zelo drage, tako da bi si jih verjetno včasih, zdaj že lažje privoščili, zdaj pa lažje zaradi tega, ker seveda prihaja res veliko obiskovalcev. Slišali smo, da jih je lani bilo na Deliju 24 000 in prepričan sem, da bo tudi Šegal pritegnil zelo veliko pozornost in zelo veliko obiskovalcev. Gre pa seveda za avtorja, ki je res zelo pomemben, zelo plodovit in zelo zanimiv, ne? Tako da lahko samo še enkrat ponovim, da čestitam razstavljavcem, se pravi muzeju, galeriji za ta uspeh. To je močen adut v kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture. Ja, gotovo, ne? Poleg tega pa seveda to vpisuje Lendavo kot majhen kraj že samo po sebi na nek kulturni zemljevid in jih daje položaj na tem zemljevidu, ki presega na nek način na prvi pogled, ne, možnosti, ki jih ena občina, ki je pač relativno ni tako velika, ne, ni neko veliko mesto, ki jih pač ima. Pred samo otvoritvijo razstave pa so pripravili tudi novinarsko konferenco, na kateri so podrobneje predstavili tudi kandidaturo za EPK. Velikani na svetovne umetnosti na Lendavskem gradu, v bistvu že nekako ta cikel nadaljujemo z leta 2009 in vidimo praktično, da se je dokaj dobro prijel in praktično to lahko argumentiram tudi z lanskoletno razstavo Salvadorja Dalija, ki je imela sama razstava 20 000 obiskovalcev in praktično vsa ta leta se nekako ta trend zviševal, začenši z razstavo Viktorja Vazarelija leta 2009 in
in se stopnjevalo postopoma, ne? Tako da v bistvu nekako Miro je bil recimo še tam nekje 15,000 obiskovalcev in to dali 20,000. In upajmo, da praktično bomo letos dosegli isto, če ne še boljši rezultat z razstavo Marka Chagalla. Gre za razstavo grafik, 135 grafik iz njegovega bogatega opusa. Tu moram izpostaviti, da je v teh glavnih prostorih grajskih predstavljen cikel Biblija in na to na hodnikih še cikel njegovega praktično pestrega ikonografskega ciklusa z ciklusanti, z zaljubljenci, vasi iz rodnega Vitebska. V glavnem zelo pester nabor grafik. Gre za tehniko pač litografije in nekako imamo ta feedback, da obiskovalci vsako leto se zdaj že praktično vračajo in sprašujejo, kakšne razstave bomo imeli v prihodnje in tako da smo veseli tega zanimanja, da praktično prihajajo iz drugega konca Slovenije, da si ogledajo te razstave. In ne samo Slovenije, praktično ogromno obiskovalcev imamo tudi iz Madžarske. Zdaj, v zadnje čase vidimo tudi, da prihajajo obiskovalci iz sosednje Hrvaške in Avstrije. Tako da želimo v prihodnje tudi marketing malo okrepiti v sosednji Hrvaški in v Avstriji, da bi znali za nas ljudje. Se pravi, da je še potencijala. Še potencijala. Zagotovo v zadnjih letih tudi povezan ta obisk z stolpo, mislite, da je? Vsekakor. Vsekakor, ne? Se pravi, pridejo na stolp in pridejo v galerijo. Kdo vam omogoča te razstave? Zelo dobro sodelujete z enim od nemških zbirateljev umetnin. Ja, praktično od samega začetka sodelujemo z privatnimi zbiratelji in zadnja leta, pravim, te razstave, ki jih prirejamo zadnje 4 leta, prihajajo iz zasebne zbirke privatnega kolekcionarja iz Nemčije, iz Bamberga. Gre za gospoda Richarda Mayerja, ki ima res bogato zbirko. On se pravzaprav ukvarja z zbiranjem, ima tudi privat galerijo, prodajno galerijo in praktično sem samo bil fasciniran na tem, da se lahko v bistvu tudi veliki muzeji lahko samo želijo take stvari, ki jih imamo pač v svoji lasti. In to sodelovanje tudi prihodnje želimo obdržati, kajti imamo še nekaj takih imen, ki bomo tudi iz njegove zbirke predstavili v naslednjih letih. Smo si zastavili glavni cilj in parcialne cilje in temu sledimo. Od posamičnih aktivnosti, ki so se začele, vsak projekt se začne s posamičnimi aktivnostmi, smo na nek način stopili v tisti korak, tiste korake smo naredili, da je sedaj to proces. Ne moremo več govoriti o posameznih akcijah, o posameznih aktivnostih, ampak dosegli smo to, da je to en zelo lep proces, ki teče v pravo smer. Tako da konkretno, in če govorimo seveda o ciljih, jaz, ko se javno komunicira o teh stvareh, nekako vedno poudarjam, da naš cilj ni kandidatura pa tekmovanje, ampak mi, ko merimo razvojne korake naše občine, vidimo, da smo na vseh področjih v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami dobri, da pa moramo več storiti na področju socialnega kapitala. In kandidatura za Evropsko prestolnico kulture ali pa ta proces je pravzaprav zgodba o tem, kako okrepiti v tem okolju socialni kapital in kako to okolje narediti bolj prijazno za mlade ljudi, da bodo ostali tukaj, da bodo videli, da bodo tisti pač, ki lahko svojo poslovno kariero pa nasploh
življenje v tem okolju, da je lahko enako prijazno, enako kvalitetno ali pa še bolj kot kje drugje. Torej, to je ta naša zgodba. Na tej poti nam je ta projekt EPK-ja zelo, zelo dobro došel in smo ga zelo resno vzeli. Zakaj je bilo postorjeno? Seveda je zelo pomembna mobilizacija, ob tem, da ti narediš vse tehnične korake organizacijske, ki jih je potrebno, je zelo pomembna mobilizacija okolja. Tu je bilo zelo pomembno narediti dobre strokovne podlage, lokalni program kulture, ki je bil 5 mesecev v javni obravnavi, ki je bil praktično potrjen. Potem je sledil program investicij pod vodstvom profesorja Gabrielčiča, tudi javna obravnava, veliko pripomb, korekcija gradiv in sedaj imamo dokument, na katerem bazira vsa naša aktivnost. Seveda smo sedaj na povezovanju teh dveh, investicijskega dela, vsebinskega dela, no potem pa še posamezne akcije in kako smo to mobilizacijo dosegli. Jaz sem zelo vesel javnomnenjske raziskave, s katero razpolagam. Bil je telefonska anketa, mislim, da 300 ali 350 je bil vzorec in 77% naših občanov projekt pozna zelo dobro in ga tudi podpira. In seveda moramo ta procent še dvigniti, čim več doseči ali pa še večji doseg, vendar že to je krasen rezultat. Seveda to ni naš edini projekt in se ne moremo samo na tega skoncentrirati, ampak eden od pomembnejših. No, pri tej mobilizaciji okolja je zelo pomembno, da smo prišli do tega, da vključujemo mlade. Mi smo razpisali študentsko in dijaško delo, kjer bomo mlade vključevali prav na teh aktivnostih ali pa s tem povezano, storitvene, turizem, kultura. Imamo 3000 ur na razpolago in če bo treba, bomo to še dvignili, to kvoto, in pravzaprav je odziv zelo, zelo dober. Vsako drugo sredo imamo odpiranje in želimo mladim zagotoviti, da študentsko delo in dijaško delo ne samo v času počitnic, ampak skozi celo leto opravijo v lokalnem okolju. Tako imajo na izbiro paket 50 ur, 100 ur, 200 ur in ta komunikacija tudi za klubom študentov izredno dobro poteka in so se zelo angažirali. Seveda dodaten razpis je bil za 100 000 evrov dodatnega denarja za razvoj novih vsebin na področju kulture. Tu je programski svet zelo vključen, je kritično presojal te vloge in ima že to vlogo selektorja, če temu tako rečem. Ob normalnem financiranju kulturnih društev in kulture, ki smo jih že prej imeli, smo pač to dali kot dodatek. Prej smo se s profesorjem tudi pogovarjali, je prehojena ta pot, da začnemo tudi z investicijsko dejavnostjo, konkretno blagovnico, obnova blagovnice, kjer bo po vsej verjetnosti dobila nove prostore glasbena šola in knjižnica in okolica srednje šole, ki je tudi v investicijskem programu izpostavljena kot zelo pomembna, se tudi v teh mesecih začne seveda realizacija. Mislim, da je treba zadevo graditi potrpežljivo, ne tekmujemo z nobenim, želimo z vsemi sodelovati, tekmujemo sami s seboj in to domačo nalogo želimo zelo dobro opraviti in nismo obremenjeni s tem, ali bomo leta 2025 izbrani ali ne. Obremenjujemo se s tem, da vsak dan korak po korak naredimo zelo korektno in v skladu z temi cilji, ki smo si jih izpostavili. Programski svet na nek način je bil konstituiran formalno februarja, neformalno pa smo se sestajali že prej, je nadaljevanje enega procesa, to je zelo važna beseda in sem zelo srečen, da jo gospod župan toliko pogosto vzame v usta, ker dejansko gre za proces tudi stališča Evropske komisije, ki na koncu odloči, kdo bo Evropska prestolnica kulture. Za nek proces, ki se je seveda začel pred leti že z nekim skeniranjem stanja, z analizo prednosti, slabosti in pač z nekimi strateškimi odločitvami, ki so bile sklenjene. Zdaj pa se intenzivira seveda. Po eni strani z nekim rednim delom programskega sveta, po drugi strani, in to bi zelo izpostavil, je tu v Lendavi absolutno prevladujoče mnenje, da cel projekt ima smisel, to ni samoumevno in temu sledi tudi občina z že omenjenim razpisom, ki je prvi te vrste bil in ki je pokazal tudi po rezultatih, po odzivih, da obstaja tu en velik speč
potencial kvalitetnih idej in vsebin, ki jih je vredno podpreti, ampak ne zgolj finančno podpreti, mogoče v smislu tudi v nekem širšem okviru, jih spostaviti v nekem mogoče drugem kontekstu, ne zgolj lokalnem, ampak mogoče tudi ne samo nacionalnem ali pa regionalnem, ampak mednarodnem. To pomeni, da je potrebno marsikaterega producenta iz regije ali pa iz Lendave pomočiti, mu pomagati, vključiti. Samih prijav je bilo blizu 40. Govorimo o javnem Ravno razpisu za kulturne projekte, samih prijav je bilo blizu 40, dobro polovica tega je bilo potem izbranih in podprtih. Predvsem pa tudi to odpiranje napram drugih partnerskih mest je v tem letu že bilo v polnem zagonu. Imeli smo zelo plodno prvo srečanje s Čakovcem, sledila še bodo v letošnjem letu srečanja z Madžarsko, z izbranim madžarskim mestom in z avstrijskim mestom, ki so zaenkrat še nedokončno definirani, potekajo pa pogovori. Predvsem pa se, mislim, da je v zadnjih mesecih izjemno intenziviralo delo na samem terenu, na programih, ki bodo na nek način absolutno spremenili podobo kulturne ponudbe, ki je doslej pač bila že v Lendavi, jo nadgradili v poletnih mesecih. V Lendavi boste tako vsi ljubitelji kulture zagotovo prišli na svoj račun.